Lepo pozdravljeni in dobrodošli na druženju ob razglasitvi Erbeletrininega zmagovalca oziroma zmagovalke na natečaju za najboljšo kratko zgodbo leta 2021. Avtorji in avtorice so lahko na natečaj prijavili eno svojo izvirno in še neobjavljeno kratko zgodbo. Nagrado bomo letos podelili 10. in že drugič takole virtualno. Tako kot lansko leto so tudi letos kratke zgodbe prebirali 3 žirantje. Gabriela Babnik, pisateljica, kritičarka in prevajalka, Veronika Šoster, literarna kritičarka, prevajalka in urednica, in Urban Volk, urednik, literarni kritik, esejist in prevajalec. Lepo pozdravljeni. Verjamem, da je za vami čas intenzivnega prebiranja kratkih zgodb. Lani jih je prispelo približno 130. Veronika, kaj pa letos? Kakšna je bila ta številka? Tudi letos se je številka gibala okoli 120, tako da je bil kar pošten bralni zalogaj. Smo zelo v bistvu zadovoljni z letošnjo bero, zelo raznolika, ampak bomo verjetno kaj o tem še malo kasneje. Gabriela, vprašanje za vas. So dobre zgodbe nekako takoj vam padle v oči, ste takoj vedeli, katere so dobre, ali je bilo veliko takih in je potem bil ta ožji izbor težje narediti? Ja, malo slabše vas slišim, lep pozdrav. Letošnja bera se mi zdi, da je bila številčno enaka kot lani. Se pravi precej zgodb, ki pa nekako kakovostno niso, bom rekla, zelo izstopale, ne. Meni so se zdele na nek način, ja, so se ti pisci in piske potrudili, pač v smislu obsega in pripravljenosti teh zgodb. Ni pa bilo, bom rekla, nekih strašnih presežkov, da bi mi takoj neka zgodba padla v oči, pa bi rekla, aha, tole je pa, ne, to mi pa pač priraslo k srcu, no. Veliko je bilo zgodb, zelo dolgih zgodb, izpisanih zgodb, ampak bom rekla, ni pa bilo nekih izstopajočih zgodb, no, da ne bom preveč kritična. Urban, kako se potem takem odločate oziroma kakšni so kriteriji ocenjevanja, če temu tako rečemo? Date večji poudarek stilu, izvirnosti zgodbe, slogu pisanja, kaj je tisto? Jaz mislim, da je to odvisno od vsake komisije oziroma žirije posebej, ne, kakšne prioritete določi. Verjetno tudi od vsakega sejalca seveda, ne, na kaj da poudarek. Mi smo se nekako letos, se mi zdi, da smo se bili pol kar enotni, da bomo pač iskali nekako čim bolj kompleksno, raznovrstno zgodbo in pri tem upoštevali različne kriterije. Se pravi, da tako glede same motivike oziroma tematike zgodbe, kot potem same literarne izpeljave in vsezadnje tudi seveda jezikovnih in pa stilističnih razsežnosti. Zdaj, letos je bilo res, tako kot je že Gabriela izpostavila, zelo veliko dolgih zgodb, ne, ki so nekako, se mi zdi, kar izkoristile vse dopustne, dovoljene znake, ne, tako kot je bilo v samem besedilu natečaja zapovedano, tako da je bilo kar nekaj zelo kompleksnih zgodb, kjer je bilo treba različne vidike upoštevati, dati na tehtnico, tako da je bilo sejanja na koncu kar veliko, bom rekel, več kot v preteklih letih, ko sem sodeloval v komisiji. Ste rekli, da so bile zgodbe zelo raznolike. Veronika, bi lahko vseeno nekako potegnili neko rdečo nit tematik zgodb, ali so bile res zelo heterogene? Katere teme so vseeno mogoče prevladovale, če so? Ja, zgodbe so v resnici zelo raznolike, kar je v bistvu pričakovano pri takih natečajih in tudi dobrodošlo, no, da je branje bolj zanimivo.
ampak veliko je nekih aktualnih tematik, to so res zelo prevladovale, no, tudi distopija se je pojavljala več kot recimo prejšnja leta, recimo več kot lani že, tudi te odzivi na pač trenutno situacijo, seveda v povezavah z distopijo, ali pa tudi neki čisto futuristični svetovi, obenem pa tudi naslavljanje nekih teh aktualnih družbenih vprašanj, se pravi uničevanje okolja, stanovanjska problematika, te vse stvari, ki pač se pojavljajo, no, v vsakdanjem življenju kot neke, te seveda pa najbolj prevladujejo odnosi, se pravi zgodbe v neki postavljajo v ospredje nek odnos, to se mi pa zdi, da je tudi pričakovano, no, da bo tega največ oziroma da bo to največ ljudi nekako pritegnilo, da bi ugotovili in prišli do dna nekim odnosom. Kolikor vem, pridejo oziroma prispejo zgodbe anonimno do vas, bi lahko prav na podlagi zdaj tematik, ki ste jih izpostavili, rekli, da to pišejo mlajši avtorji, starejši, kako je s tem, Gabriela? Kaj lahko podate neko mnenje o tem, če je sploh mogoče razbrati? Ne, v bistvu so zgodbe zakodirane, ne. Nekatere so bile naslove, druge spet ne. Brali smo pod nekimi številkami, tudi potem, ko se je komisija dobila, smo nekako diskutirali večinoma skozi številke, da bi bilo čim bolj anonimno in seveda tudi transparentno. Potem kasneje, ne, seveda, ko izberemo zmagovalno zgodbo, ko izberemo dodatni, nam seveda urednica pošlje kontakte in verjetno vsak izmed nas gleda, ne, ali koga pozna, ali koga že bral. Recimo o eni specifični zgodbi smo se veliko pogovarjali, ne, obravnava tematiko smrti, izgube. Nek moški študira, kako je možnosti preživetja njegove žene v letalski nesreči. In potem, ko so prišli, ta zgodba je bila zbrana, sicer ne na prvem mestu, ampak itak pač vsi smo nekako mnenja, da to ni tekmovanje, kljub temu, da je to natečaj, ne, ampak to ni tekmovanje. Literatura pač ne more biti tekmovanje, ampak vendarle v nekih okvirih se moramo gibati in se jih držati. Skratka, ko so prišli ti naslovi in imena teh avtorjev in avtoric, sem rekla, poglej, ne. Tega pa poznam, ne. Kar se tiče starosti ali pa spola, tukaj ne bi ugibala, no. Zdaj, ne vem, če je v ospredju res nek ženski lik, potem ja, seveda predvidevaš, da je to pač morda avtorica napisala, ne. Ampak saj vemo, avtorji se pač zakrinkavajo in tudi njihova naloga, da pač imajo te razne registre, ne, iz možnosti vživljanja v svoje like, tako da jaz tukaj ne bi preveč špekulirala, no. Bolj sem se mislila samo navezati, ker je Veronika omenila recimo stanovanjsko problematiko kot eno od tem, pa se mi je zdelo mogoče je to mogoče neka tema, ki se bolj dotika nekoliko mlajše populacije, ampak verjetno je to, ne moramo tako posplošiti, no, tako kot ste rekli. Ja, vprašanje, no, mislim, je tudi zgodba recimo iz druge svetovne vojne, ne. Zelo zanimivo je spisana, sicer moja dva soborca se nista strinjala za uvrstitev v neki ožji krog, ampak ne vem, jaz si ne upam reči, da je to izpisal starejši človek ali mlajši in tako naprej, ker upam, da imamo res vsi, pač, ki se s tem ukvarjamo, čim širšo, čim bolj razplasteno pahljačo, no. In tematik in teh vživljanj in tako naprej, no. Urban, kakšne pa so recimo temu zakonitosti dobre kratke zgodbe? Mora imeti nek preobrat, dobro strukturo, imeti mogoče celo potencial za kakšno daljšo formo, kaj bi rekli? Jaz zdaj glede na širino nabora, ne, pa da smo pač tukaj vsi sodelujoči žiriji, da zelo veliko beremo, da tudi jaz recimo berem zdaj zadnja leta mogoče bolj z uredniškimi očmi kot pa kritiškimi. Se mi zdi, da
tisto, kar najbolj cenim, je, da me zgodba v kakršnem koli pogledu preseneti. Se pravi, bodi si neke jezikovne svežine, bodi si nekega zanimivega twista, obrata, nepričakovanega zapleta, razpleta, potem neki netipičnih likov, netipičnih situacij. Skratka, glede na to, da zdaj živimo zadnji 2 leti v enem tukaj, bom rekel, zaprtem, monotonem svetu, kjer praktično se vse stvari zelo pogosto zvedejo na eno problematiko, ki obseda pač družbo in posameznike, lahko tudi nekatere druge človeške stiske razumemo v tem kontekstu. Imeli smo recimo kar nekaj zgodb, ki se ne dotikajo direktno zdaj recimo teh odnosov, ne vem, med cepilci, anticepilci, kam bi lahko ta zaostrovanja vse lahko pripeljala v neke distopične kontekste, ampak recimo lahko tudi, se mi zdi ena taka lepa ponazoritev, je tudi neko sedenje v čakalnici in kaj bo zdaj, kakšna bo diagnoza, kako se bo zadeva zdaj z našim zdravstvenim stanjem, ki ga lahko razumemo tudi kot metaforo nekega stanja duha v družbi, razpletla in pa razvijala dalje. Tako da jaz tukaj največ igram na moment presenečenja. Tudi če ni zdaj sama struktura do potankosti izpopolnjena, da rečemo, da ni zdaj tukaj neka popolna, kaj pa sploh je zdaj popolnost, to je zdaj drugo veliko vprašanje. Igram pač največ stavim na nek moment med presenečenjem. Zdaj kot profesionalnega bralca recimo pritegne, da ni zdaj nekaj že velikokrat prebranega, schematičnega, pričakovanega, predvidljivega, ampak da me zarotira v kakršnem, bodi si v estetskem, etičnem ali pa samem strukturnem pogledu. Bi morda Veronika in Gabriela še kaj dodali k temu, kaj pa vaju recimo, na katero karto igrata, tako kot je Urban omenil. Veronika, bi mogoče vi še kakšno misel dodali? Ja, se zelo strinjam z Urbanovim pogledom, torej neko presenečenje oziroma nekaj, da se ti zasidra spomin, da ti ostane, da izstopi. Hkrati pa tudi neka celovitost recimo sloga in zgodbe. Se pravi, da ponudi v tem paketku, ki ga prinaša posamezna kratka zgodba, čim več nekih prednosti, čim več nekih kakovosti. Ali glede sloga, ali glede postopkov pripovedovanja, ali psihološkega recimo profila. Vse te stvari se potem presojajo in tiste zgodbe, ki uspejo vse te stvari nekako najbolj ujeti vase, tiste potem zmagujejo oziroma so prepoznane kot najboljše. Gabriela, bi vi še kaj dodali mogoče k temu? Ja, se absolutno strinjam z mojima predhodnikoma. Zdaj, morda samo en detajl, nekako smo se, ko je prišlo do teh nijans, katera zgodba ja, druga ne, da smo bolj stavili na to zgodbenost in manj na neko, bom rekla, že slišano ali pa neko nijanso, skozi katero se zgodba repetira, kar se pač ponavlja recimo, ali pa da zgodba stavi na neko idejo, ali pa na neko, bom rekla, neki zoom, da smo bolj pristajali, koliko je res izrabila zgodba teh zgodbenih možnosti, koliko nijans je imela, koliko nivojev, vsi poznamo to neko osnovno strukturo, ampak koliko detajlov, koliko je bila plastična na vse zadnje. Tako da ja, teh zgodb je bilo kar nekaj, to sem se kar razveselila, pač tematsko, kot smo že rekli, odnosi, tudi smrt, zanimivo, recimo tudi otroška perspektiva je prišla v ospredje, zlorabe, skratka neki trenutki življenjski, ki očitno se jih je zdelo smiselno izpostaviti. Tako kot ste že prej omenili, literatura ni tekmovanje, pa vendarle takšni natečaji so pomembni. Kaj recimo pomeni za avtorja eden od takšnih natečajev, kot je ta, prav za katerega ste zdaj prebirali zgodbe?
Kaj pomeni? Tudi mogoče neka vrata, nek vstop v literarni svet. Ja, zagotovo. Zdaj bi rekel, da natečaji pa delavnice, ki jih je bilo pred leti seveda bistveno več kot pa zadnji 2 leti, zaradi nekih objektivnih okoliščin, so ena taka najbolj tudi transparentna vstopna točka, in najbolj učinkovita, tudi najbolj pokaže, kje je tu, v kakšni kondiciji se seveda zdaj tvoje pisanje nahaja. Čeprav seveda ne gre tukaj zanemariti odvisnosti od pogledov, posameznih žirantov. Tudi profesionalni bralci se pri svojih prioritetah, kaj v literaturi iščemo, med seboj dokaj razlikujemo. Zdaj tukaj izpostavljenih je bilo že kar nekaj vidikov, tudi Gabriela je prej izpostavila, kaj smo iskali. Tako da bi letos res še enkrat izpostavil, da je bilo veliko zelo kompleksno izpisanih zgodb, temeljito zamišljenih in razvitih, da so prevladovale nekako med temi 120, kolikor smo jih dobili v branje celo, in da je bilo relativno malo tistih, ki so izpeljale vse iz nekega simpatičnega, duhovitega domisleka. Veronika, ali prav glede na to, kar je zdaj Urban povedal, je lahko kratka zgodba na nek način nek poligon tudi za pisanje neke daljše forme? Je tudi v navadi recimo mlajših oziroma bomo rekli še avtorjev, ki se šele želijo uveljaviti v literarnem svetu, da se začne, da je kratka zgodba neka vstopna točka? Ja, v našem prostoru se mi zdi, da je veliko teh pojavov, da se najprej pišejo kratke zgodbe zaradi te svoje forme, ki je nekako bolj obvladljiva kot nek res daljši roman za nekoga, ki se šele loteva. Se mi pa zdi, da je tudi premalo poudarka, da je kratka zgodba enakovredna zvrst ali romanu ali poeziji in je zbirka kratke proze enak dosežek oziroma čisto na enakem nivoju, kot dober roman. Tako da je mogoče neka specifika našega prostora, da se jo dojema kot nek začetni kamenček, od koder greš naprej proti romanu, ker je res, mislim, odlične kratke zgodbe, odlične knjige kratkih zgodb je prav tako težko napisati kot odlične romane ali pesniške zbirke. In tudi glede na leto. Se mi zdi, da so podcenjeni avtorji, ki brilirajo v tem žanru, da se jih nekako preveč potiska naprej, da je to neka pripravnica za roman. Seveda tudi zaradi nekih prodajnih rezultatov in pa pozornosti širše javnosti. Žal tudi nekaj časa nismo imeli nagrade za najboljšo knjigo kratke proze, pa se je zdaj vrnila, tako da upam, da se bo to vrnilo nazaj in vrnila ta veljava, ki jo je kratka proza oziroma ki so jo knjige kratke proze nekoč v preteklosti že imele. Napočil je čas, ko bi razglasili zmagovalca oziroma zmagovalke letošnjega Erbeletrininega natečaja za najboljšo kratko zgodbo. Urban, bi morda vi razglasili? Da, torej, me zelo veseli, da me je že drugo leto zapored nekako doletela ta prijetna dolžnost, da razglasim ime in pa naslov zmagovalne zgodbe in pa ime zmagovalke, namreč gre za avtorico in to je Kaja Mohorič za zgodbo Pasji svet skozi mačje oči. Že naslov se mi zdi zelo poveden, ki kar vabi k branju. Tako da iskrene čestitke zmagovalki. Iskrene čestitke. Bi morda samo na kratko opisali oziroma povedali, zakaj ste se nekako složno odločili za to zgodbo?
Ja, za to zgodbo, zdaj, če govorim čisto tukaj iz svoje lastne perspektive, smo se odločili zato, ker nekako ponuja številne iztočnice in pa bralske izzive, ne. Tudi zelo odstopa od teh tematik, ki so trenutno v ospredju, med drugim se tudi ne dogaja v Sloveniji. Potem tudi izpostavlja tukaj in se nekako zgodbeno spopada z neko širino in pa kompleksnostjo partnerskih odnosov. Tako da nekako se mi zdi dovolj raznolika, da tukaj ponuja kar nekaj bralskih izzivov in pa da bo dosegla tudi dosti široko bralstvo glede na to, kar ponuja. To tudi mi seveda želimo. V nadaljevanju bo tudi sledil kratek pogovor z avtorico. Vam pa hvala lepa za pogovor. Želim vam čim več prebranih in tudi napisanih zgodb. Kratkih, daljših, takih ali drugačnih. Hvala lepa. Hvala. Srečno. Bi še kdo od vas karkoli želel dodati, karkoli takega, če bi... Mogoče še to, prej, ko sem izpostavil to, da ne bo zdaj se nekonsko izteklo, kot da tukaj ne gre samo za tukaj partnerska razmerja, ampak gre za neko vpetost v širše družbeno dogajanje. No, to je mogoče tudi en zelo pomemben in močen vidik te zgodbe. Ne glede na to, da se dogaja zdaj tukaj in zdaj, je ta vidik zelo močno izpostavljen, da ne rečem celo prevladujoč. Zdaj ne bom delal krivice samo s temi partnerskimi razmerji, ki so nekako, bom rekel, še vseeno precej pogosteje obravnavana in pa obdelana. Umeščena je v neke zelo izredne razmere, a ne? Ampak več pa potem seveda ob samem branju in pogovoru z avtorjem. Tako da še enkrat čestitam. Hvala lepa. Morda jaz, če se lahko odkupim za tisto prekinitev, a me slišite? Ja, slišimo. Samo, da dodam to, kar je Urban rekel, ja, absolutno, ja, ampak se mi zdi ena taka napetost med parom, da zgodba res izrabi vse možnosti, kratke zgodbe, skoraj da vse, no. In meni je bilo fascinantno, da je v bistvu mogoče ta neka, bom rekla, ne zgolj slovenska perspektiva, ne, zgodba se odvija v Bejrutu, ne, sredi državljanske vojne. In tudi jaz osebno sem našla neko identifikacijsko točko, recimo, s to zgodbo, no. Tudi v samem koncu spraševanje pač, kje so možni izhodi v teh kriznih situacijah, no, se mi zdi zelo pomembno. Ma pa to neko realistično noto, seveda, ne, kar tako malo poboža, hkrati je pa tudi zelo inovativno podobje, moram reči. In ta močen ženski glas na nek način je tudi zelo pomemben, tako da čestitam nagrajenki. Hvala lepa, še enkrat vsem trem. Zdaj bomo prisluhnili zgodbi Kaje Mohorič z naslovom Pasji svet skozi mačje oči, ki jo bo interpretiral dramski igralec SNG Drama, Rok Vihar. Bilo je že pošteno po 8:30, ko jo je na zelenem Kawasakiju pobral na zamašeni, v smogu zadušeni enosmerni ulici, kjer sta stanovala zadnjih 15 dni, odkar sta se z oblakov spustila na to ranjeno zemljo. Okorno se je skobacala na njegov hrbet in se ga oklenila okrog pasu kot opičji mladič. Kaj pa čelada, je pomislila, medtem ko je motor poskočil čez robnik naravnost natlakovani pločnik, da bi se izognil počasi jekleni kači, ki je sikala težak dim na vse strani. Kaj za vraga, se je skremžila, ko sta brzela tik mimo šolarčkov in etiopskih služkin, ki so na vrvicah sprehajale pse. Se bova še koga povozila? Mesto je glasno brenčalo in se nemirno zvijalo, kot da ga bo zdaj razneslo, kot da se ne more predramiti počasi, z zehanjem in zalepljenimi vekami. Bejrut ni bil tak. Nemir, ki je ostal v zraku po 15 letih državljanske vojne, je obsedel kot nevidna plast prahu, ki se pokaže ob prepihu.
Motor je ugasnil pred malo kantino, iz katere je vel vonj po kvasu in timijanu, v ulici, kjer so se vrstile preproste mehanične delavnice, v času pozabljene prodajalne z obledelimi napisi visoko zvenečih imen, kot je Vero Gusto, in kavarnice v malih nišah, ki so obsegale en sam pult s kavomatom in 2 predala pod njim. Iz enega je prodajalec zajemal mleto kavo, nasuto naravnost v lesen okvir, v drugem so se nabirali eden čez drugega nametani bankovci, ki so bili vredni iz dneva v dan manj. Ni mogla verjeti, da se je samo ta teden cena toaletnega papirja napihnila za 40%. Preračunavanje valut ji že tako ni šlo ravno od rok, tako pa si je še težje predstavljala, kaj lahko dobi za denar, ki ga ima s sabo. Sama sreča, da večine prihrankov nisem pustila na računu, si je mislila, ko ji noben bankomat ni hotel izplačati vrednosti višje od $100 na teden. Večina avtomatov je bila praznih. Zdaj sta dolarje, ki jih je prinesla s sabo, menjavala na črno, znancem znanca v njegovi zlatarni, katerega izložbe so samevale brez nakita že nekaj tednov. Nihče več ni tvegal biti tarča, z dragocenostmi tako na odprtem. Še v trgovini s pasjo hrano je bil ob pult prislonjen kalašnik. Puške, ki jih je srečevala na vsakem koraku, so bile nekaj tako vsakdanjega kot zdravljenje prehlada z nočnim polaganjem surovih zeljnih listov v nogavice. V roke je podal zavitek vročega, pravkar pečenega kruha z rezinami paradižnika, svežimi listi mete in zajetno mešanico za čimp. Opazovala je dolge kulise pajčevin, ki so prepredale prostor med emajlirano pečjo in sivim stropom. Na zidu se je bohotila slika bradatega moškega z očali. Brez črnega turbana in rumene zastave z izvezenima zelenima puškama bi morda spominjal na dedka Mraza. Naprej po ulici ob križišču je 5, morda 6-letna punčka v rokah stiskala helijev balon in nekaj paketov papirnatih robčkov ter postopala vzdolž dolge vrste hupajočih avtomobilov. Ko so se vozila ustavila ob rdeči luči, je voznikom potrpežljivo trkala na šipo in ponujala svoj nabor. Robčke za obtolčene Mercedese, helijev balon za bleščeče kitajske kopije terencev. Ko je deklica zagledala svetlopolto tujko pred pekarno, je takoj pohitela nasproti. Velike mandljaste črne oči so v arabščini čebljale proti njej in ji pred nos tiščale Spidermana na vrvici ter prosile za denar. Njen spremljevalec je drobnemu bitju v umazani rožnati jopici nekaj ostro zabrusil, a deklice je imelo debelo kožo. Zavrnitve so bile kruh njenega vsakdana. Punčka se ji je zasmilila in z veseljem bi ji dala nekaj drobiža, a je vedela, da bo denar le Romov staršem, ki otroke vsak dan pripeljejo v mesto beračit. Namesto tega ji je kupila z rožno vodo in sladkornim sirupom prelito nitasto testo, objeto v sezamovo žemljo. Deklica je hlastno pograbila to njej povsem znano sladico in takoj poklicala sestrico, ki je ponujala robčke in plastenke vode na drugi strani gomazečega križišča. Usedli sta se na pločnik in za 2 minuti pozabili na neskončno jekleno pošast, ki sta ji dan za dnem znova postajali nevidni. Pogledala je navzgor skozi kaotično mrežišče žic in električnih kablov, popkovine med stanovanji in generatorji, ki so mesto ohranjali pri življenju nekaj dodatnih ur na dan, da vsega vajenim ljudem le ni bilo treba pešačiti po visokih blokovskih stopniščih in se umivati ob svečah. Nebo je bilo nenavadno temno. November se je zazdel kot nevidno prelivanje hladnega jesenskega vetra čez pozno poletje, ko se začne krajšati dan in ko listnim pecljem začnejo popuščati moči. Po 14 jutrih na hitro požrtih sendvičev z ulice stoje s priokusom po prekurjenem dizlu iz mimoidočih izpuhov je bilo vse, kar si je želela jesti z vilicami, za mizo, kot človek in sanjariti o otrokih. O malih kuštravih glavah, ki govorijo v 3 jezikih. Slovenskem, ko ubogajo, angleškem, ko prosijo in arabskem, ko se ljubijo in ko se sovražijo. Tedne so zamenjali meseci in čebeljnjak je vse bolj vibriral. Včasih jo je med spanjem zmotilo oddaljeno bučanje, samo letala so. Jo je skušal pomiriti in njena drobna stopala privil ob svoje.
Sprva se ji je zdelo, da se bo kaosa navadila. Potem se je dneve in dneve počutila napeta, negotova, kot prezrela hruška, ki vročična čaka na soncu, da se nekaj zgodi. Edina uteha so bili trenutki kristalne čistosti v svežih jutrih, preden so misli dojele resničnost, da toplina ni prijeten plamen, temveč tleč pekov. S časom je otopevala, postala nekdo drug, z drugim ritmom življenja. Apatičnost so občasno prelivali trenutki panike. Zmotan bankovec si je pridržal k nosu in sunkoma vdihnil, da se je bel prah zavrtinčil skozenj kot sveže snežinke v snopu vetra čez zamrznjeno polje. Zaprl je oči in se zasukal na vrtljivem pisarniškem stolu. Vedela je, da je zdaj tudi njegov bančni račun izpraznjen. Zavest, da je zadnjih $100 presnovljenih v kupček pred njima, ji je v sekundi pognal skozi telo val tesnobe in nemoči. Njena zadnja plača je že zdavnaj skopnela. Kako naj na prijazen način pove, kar jo teži v drobovju kot prestradan parazit? Kako ničvredna je beseda človeka brez denarja, je pomislila. Ljubi, je začela. Nočem biti nadležna, ampak ko sva prišla sem, si rekel, da boš počasi nehal s tem. Skrbi me zate, visok pritisk imaš in tole res ni najboljša stvar za to. Nimava zavarovanja in ne moreva si privoščiti zdravnika, če gre kaj narobe. Goste trepalnice so se sklenile pod namrščenimi obrvmi. Daj sprosti se že enkrat, je skremženo navrgel. Ta tvoja skrb na vsakem koraku bo pokopala oba. Verjemi, da sem v vseh teh letih izpilil čut za normalno količino. Sicer pa ni nič slabega v tem, ne? Sistem namenoma blokira vse, kar nam osvobaja Alkohol je daleč najbolj škodljiv. Zakaj ni prepovedan? Ker otopi. Da imamo v glavi megleno štreno, da lažje pozabimo na sranje, ki nam ga servirajo, in da smo naslednji dan z glavo v školjki, prešipki za upor. Dolga prsta sta iz pepelnika previdno vzela na pol dogorel svaljek. Prižgal je in globoko potegnil. S tvojim godrnjanjem mi dviguješ pritisk veliko bolj kot malo koke in hašiša, je dodal, ko so se meglice z njegovih ust zavrtinčile proti stropu. Če te res skrbi zame, nehaj stalno jamrati in iskati negativnosti v vsaki stvari. Gledala je v tla, v copate, ki jih je kupila, da se bo počutila doma. Ni razumela, zakaj so ljudje v hiši raje obuti v čevlje ali pa na nogavice premraženi nabirajo pasje dlake in prah. Ni razumela, zakaj je vsaka njena dobra namera razumljena kot nekaj grenkega. Začutila je, kako se ji tople veke polnijo. Ni bilo prvič. Vedno težje se je zadrževala, ko se je spraševala, kaj za Boga naj stori, da jima pomaga. Brez službe, brez denarja, brez znanja jezika v mestu, ki se je vidno presnavljalo v kaos. Brez službe, brez denarja, brez znanja jezika v mestu, ki se je vidno presnavljalo v kaos. Poročevalke v živo s plinsko masko obveščajo o napetih spopadih med jeznimi protestniki in policijo. Solzivec in metki proti granitnim kockam, petardam in novoletnim raketam. 400 ranjenih, 86 jih je pristalo v bolnišnici. 9 so gumijasti metki razmesarili obraz, 4 so izgubili oko, prevrnjeni goreči smetnjaki ovirajo promet na glavnih smernicah, zasloni na bankomatih so razbiti, fasade bank prešpricane z gesli. Taura, revolucija, zadnji obrok za stanovanje sta pokrila tako, da sta prodala pištolo, ki mu jo je podaril pokojni oče. Naslednji mesec pač ne bosta plačala, tako je rekel. Premagalo jo je in obraz se je zakopalo v dlani. Resno, dovolj imam tvojih cmerajočih seans. Dovolj. Prežarčil jo je z očmi, ki so se stekleno lesketale v modri svetlobi računalniškega zaslona. Poznala je ta pogled. Zakaj vedno neko cmizdrenje? Kot da ti giljotina visi nad glavo. Kaj ti manjka vendar? Ti res treba biti tako nehvaležna? Je razdraženo zarohnel. Za nič ti ni treba skrbeti.
Jaz se moram obremenjevati stroški, ne ti. Samo to sem hotel, da boš srečna in da boš delala, kar te veseli. Vse sem naredil zate. In kaj dobimo za hvalo? Pritoževanje. Samo srečna bodi že enkrat, jebem ti Boga. Kako lahko ukažeš človeku, naj bo srečen? Je pomislila. Kako lahko kriče ukažeš človeku, naj se sprosti, ko se vse naokrog oči in ušesa dvigujejo na peclje in mesto oblivajo saje in vonj po zažganih smeteh. Potem je povsem mimogrede med pitjem kave na sajastem balkonu našla izhod. V nekaj dneh je preučila vse najvišje stavbe v vrstnem redu po številu nadstropij in po oddaljenosti od doma. Izbrala si je blok nedaleč stran 44 nadstropij, imenovan Skygate. Jutri bo šla med sprehodom pogledat, kako varovan je vstop v stavbo. On je izhod iskal po drugačnih vratih v nebo. Motor je ostro zavil v kratko ulico med dvema vrstama umazano peščenih blokov, ki so jo pozdravljali s plapolajočimi progastimi balkonskimi zavesami z vijugastim robom. Bela, rumena. Barve so se menjavale vse hitreje, ko je motor pospeševal čez preperel in pokrpan asfalt. Spomnile so jo na tendo, ki je pred soncem branila edino slaščičarno v njenem domačem kraju, kjer jo je nekaj desetletij pred tem odprl vedno nasmejan Albanec. V tisti prodajalni z nekaj okroglimi črnimi mizami in belimi ploščicami na stenah je vse svoje prve prihranke zapravljala za sladoled, dolgo v jesen, ko so ji zobje tako šklepetali, da skoraj ni mogla lizati in so tresoče se dlani trdo objemale kornet, da se kepice ne bi prekucnile na tla, dokler se ji to nekega mrzlega popoldneva ni v resnici zgodilo in je sladka zmes s topim flosk obtičala točno tam, kjer je pristala. Razočaranje nad spoznanjem, da se kepice niso odkotalile po bregu navzdol, je bilo močnejše od trpkega priokusa, da je žepnina šla v nič. Takrat si sladoled lahko še kupil z bankovci. $100. Bradač z modro številko za kepico stračatele. Beseda, ki se ji je takrat zdela tako prekleto težka, da je raje, kot da bi si zapletala jezik, pritisnila prst na šipo v smeri snežno-bele banjice s sijočimi črnimi pikicami. Albanec jo je v narejeni jezi okaral: "Ne mi za šipo prijemat, bo moral čistiti spet." In se na naslednji sekundi zarežal na vsa usta: "Se samo malo šalim, evo, sladoled za gospodično." Ustavila sta se pred steklenimi vrati, ki so vodile v zavit hodnik, prepoln pisanih mozaikov. Saint Rita, je rekel mozaičen napis nad vhodom. Stopila sta v veliko belo avlo z dvema vrstama polakiranih lesenih klopi. Bolj kot na cerkev jo je prostor spominjal na manjšo predavalnico. Spredaj je bil preprost oltar, bela miza in nad njo velik križ, kot da bi glomaznost nadomeščala blišč, ki ga je bila navajena v cerkvah doma. V kotu je čepel kip ženske v črnem plašču. To je bila torej Rita. Nikoli prej ni slišala zanjo. Pod njo so se vrstili voščeni ostanki in nekaj prižganih svečk ter pravokotna banja iz pleksi stekla, napolnjena z vodo, in kovanci na dnu. Prisegla bi, da je bila ta prozorna posoda nekoč akvarij. Čeprav ji molitev ni nikoli nič pomenila, je v mislih na hitro zrecitirala Oče naš za babico. Ta jo je naučila molitvic v zimskih večerih, ko sta pekli jabolka v stari peči na drva in poslušali, kako cvili sladek sok med sikanjem skozi zmehčano rumeno lupino. Kako trapasta sem, je zmajala z glavo in se sama pri sebi nasmehnila ter na glas pomislila: "V denarnici še vedno nosim Kristusovo podobico, ki mi jo je prinesla s Svete gore. Samo zato je ne vržem stran, ker me je strah, da se sicer ne bi kaj hudega zgodilo in bi mi bilo potem žal, da me zbije avto ali kaj podobnega. Ampak če potrebujem Boga za to, da ne naredim nečesa, kar škodi drugim, ali pa da naredim nekaj dobrega, potem si ne zaslužim prostora tule. To je samo strah pred Božjo jezo. Strah me je dobiti črno piko, to je vse. A to, da živiš brez vere, te bo pokopalo," ji je mirno odvrnil, s pogledom uperjenim naprej proti golemu križu. "Lahko mi verjameš ali pa ne.
Vsi načrti, ki nam polnijo glavo od jutra do večera, so samo scanje v veter. Samo pomisli, koliko stvari si zamislila, pa se niso nikoli uresničile. Usode ne moreš ukriviti. In ta svet vrti nekaj večjega od mene in tebe. Samo vero moraš imeti. Vero. Da se bodo stvari vedno razrešile tako, kot je namenjeno. In tako je najbolj prav. Ampak potem je vsaka roka umita. Drsenje po reki navzdol, brez truda, brez enega samega zamaha. Potem sploh ne potrebujemo ciljev in sanj. Samo še gledamo, kako se vse naše bitje skozi tanko grlo prelije v preprost kupček peska. Suho je ponovila. Ja, tako je najbolj prav.